Oba dva rabimo. Minister, lahko eno kratko izjavo? Gospod minister, še vedno menite, da je to najboljša vlada doslej? Je zanimivo, da rezultati so kar dobre. Če gledate, da se dejansko izboljšuje gospodarska aktivnost v državi, imamo tudi posamezne mesece, ko je v proračunu več denarja priteče kot oteče. Zadnja stvar, ki pa seveda jo potrebujemo, je pa politična nestabilnost. In vsak, ki jo povzroča, upam, da se zaveda, kako veliko osebno breme prevzema. Gospod Židan, premijerka je danes prekinila ugibanja, dala vedeti, da bo sicer nastopila na kongresu, a tudi, da če izgubi primat v Pozitivni Sloveniji, odhaja kot predsednica vlade. Kako torej SD vidi korak naprej, če se to res zgodi? Stranka se je opredelila že, ko se je vlada sestavljala. Mi ne moremo tolerirati ljudi, ki so pod sumom koruptivnih dejanj in tako da je znano, kaj se bo zgodilo, če prevzame bivši predsednik ponovno predsedovanje. Tisto, kar pa mene bolj skrbi, je pa naslednje. V Sloveniji vemo in tudi tujci nam sporočajo, da je tisto, kar je najbolj pomembno v Sloveniji, politična stabilnost. Ni več samo pomembno, kaj se bo zgodilo 19. oktobra, tudi to, kar se sedaj dogaja, kar se včeraj dogajalo, že povzroča negativni odnos marsikoga do Slovenije, politična nestabilnost je tukaj, negativni efekti so že prisotni, tako da nekdo je škodo državi že naredil. Kako upravljate funkcijo v času vladne krize? Vlada pa nima krize, vlada deluje normalno, zakoni se pripravljajo, se sprejemajo, projekti tečejo, tako da vladne krize ni, je pa vedno večja nestabilnost, ki nekdo povzroča. Se tudi SD, vodstvo SD danes popoldne, kaj se stane? Druge koalicijske stranke namreč? Nič posebnega ni, naša stališča so znana in se bomo držali tudi naprej. Hvala. Tišina, da ga začutimo lahko. Gospod minister, kakšen komentar na dogajanje v PS-ju? Podpirate Jankovićevo kandidaturo? Razen, če se to vas ne tiče. Minister Gantar, lahko na kratko? Gospod Rjavec? Ja. Časa je to. Čakajte, samo malo. Jaz sem po tem, kar je naš župan Zoran Janković povedal, da se bo odločil za kandidaturo, nisem se prav z nobenim nič pogovarjala, tako da razmere stranki vam ne moram nič povedati. Kaj pa je vaše osebno mnenje? Ja, gledajte, vsak se lahko odloča po svoje, vsak lahko kandidira. Jaz trenutno imam tako zelo mešane občutke, tako da rad bi se želela z njimi pomeniti, videti, kako so oni počutijo in potem kaj bolj jasno povedala bolj konkretno. Kako je delati v politični krizi kot minister? Ja, ni lahko. Ni lahko zaradi tega, ker skušaš urediti stvari tako, da bo za naš resor, za naše slovenske rojake najboljše, imaš pa seveda po drugi strani drugačen pritisk in to je treba pač usklajevati. To je zelo težko. Ministrica prav zelo državotvorna poteza, se pa strinjamo, včeraj ni bila, ne? Ja, veste kaj, to je odvisno, z katerega zornega kota gledaš. Če so ljudje, kateri podpirajo delo vlade Alenke Bratušek, torej bojo govorili tako, kot se vi rekel. So pač ljudje, kateri smatrajo, da bi morda na čelu Pozitivne Slovenije bil boljši Zoran Janković, pa se s to vašo teorijo ne strinja. Tako da je zelo težko v večini. To pa ne vem, to pa bomo videli. Jaz ne vem, se pravi, nisem se z nobenim še za nič pogovarjala. Izjave vaših poslancev včeraj nekaterih so šle v smer, da če bo že vztrajal pri kandidaturi, na kar kaže, potem ni velika uganka, da bo tudi zmagal. Se strinjate s to oceno? Ja, ne, to jaz se ne upam zdaj karkoli trditi, ampak Zoran Janković je ustanovil to stranko. Mi smo tukaj zaradi, ali pa hvala Zoranu Jankoviću, tako da jaz mislim, da so ljudje v poslanci v Državnem zboru absolutno hvaležni, lojalni Zoranu Jankoviću. Zdaj pa kako se bo zgodba išla, jaz ne vem. Jaz mislim, da mora vsak pri nas malo prespati, videti kako in kaj se pomeni tako z enim kot z drugim in potem imeti eno svoje mnenje. Jaz se pač opravičujem, ker nisem še z njima govorila in ne morem
nič povedati. Samo še eno stvar, a je za vas bi bilo recimo sprejemljivo, da bi vaša stranka imela eventualnega predsednika in hkrati pa tudi predsednico vlade, ki ne bi bila torej predsednica stranke. Je to za vas sprejemljivo? Zame kot osebno. Ja, jaz načeloma tukaj ne vidim nič narobe, ampak mislim, da se še ni to zgodilo, tako da... Hvala. Če pač ne bo izvoljena za predsednico, kako to komentirate? Ja, to je bilo pričakovano. Dobra novica je, da predsednica vlade bo šla v boj za predsednico Pozitivne Slovenije, ker menim, da vse, kar bo drugega kot to, da vlada ne nadaljuje svojega dela, je slabo za Slovenijo. Jaz upam, da ne glede na vse te turbulence, da bomo uspeli v tem mesecu sprejeti proračun za 2014, ker sicer nam lahko grozi, da bomo brez tega, da bodo težave s financiranjem šolstva, zdravstva, pokojnin in tako dalje. Tako da upam, da bo ta kriza čim prej minila. Je pa povsem jasno, če bo Zoran Janković postal predsednik Pozitivne Slovenije, da se obeta potem odstop predsednice vlade in to ne bi bilo dobro. Tako da upam, da bodo v Pozitivni Sloveniji našli rešitev, ki bo v korist Slovenije in ki bo pomenila večjo stabilnost. Ampak Desus v primeru, da Zoran Janković zmaga na kongresu, odhaja iz koalicije? Na vsak način, ker ne moramo imeti drugačnih meril, kot smo jih imeli za Janeza Janšo. Vemo, kakšne očitke je imela korupcijska komisija. Poznamo očitke korupcijske komisije do Zorana Jankovića. To bi bilo politično nehigienično, če bi v tem primeru pa zamižali. Zato pozivamo pač Pozitivno Slovenijo, da najdejo dogovor, da Alenka Bratušek vodi še naprej vlado in tudi Pozitivno Slovenijo, ker edino to lahko prispeva k temu, da ne bi imeli večjih težav. Pa kot rečeno, upam, da bomo vsaj v tem turbulentnem času sprejeli proračun za leto 2014, ker to zagotavlja stabilnost državi Sloveniji, ne glede na to, kaj bi se v politiki dogajalo. Pa menite, da je zdaj že gre za politično nestabilnost v tem trenutku, to, kaj se dogaja? Ne, politična nestabilnost bo nastopila, ko bo Zoran Janković postal predsednik Pozitivne Slovenije. Večja nestabilnost pa bi nastopila, če ne bi bil v mesecu oktobru sprejet proračun za leto 2014. Kako pa komentirate interpelacijo proti ministru Čufarju in proti ministru Virantu? To je neodgovorna strani opozicije. Vemo, da je politična situacija že tako in tako precej napeta. Očitki gospodu Čufarju so neutemeljeni. Vemo, kaj bi se zgodilo, če ne bi dali poroštvo za 2 banke. To bi povzročilo še večjo nestabilnost v bančnem sistemu. Kar se tiče doktorja Viranta, pa moram reči, da prebral sem pač nekaj točk teh interpelacije in se mi zdi, da Nova Slovenija tukaj nabira poceni politične točke. Očitno so mu pa zamerali zamenjavo političarke na mestu vodje upravne enote v Ljubljani, mislim na gospo Kuclerjevo. Malo prej ste omenili tudi očitke protikorupcijske komisije oziroma sume koruptivnih dejanj pri drugih 2 prvakih, zdaj nekdanjemu strank. Tudi ravno to je eden od očitkov gospodu Virantu, tudi v interpelaciji glede nerazčiščenih sumov korupcije pri letalskih kartah. Ja, to so njeni sumi. Jaz ne vem, če je korupcijska komisija izdala kakšno mnenje, da gre za koruptivno dejanje. Tega se jaz ne spominjam. Preizkuje to. Se vam ne zdi, da že nekam dolgo? Poglejte, to morate pa protikorupcijsko komisijo vprašati. Jaz upam, da nimajo različnih kriterijev za različne ljudi. Čeprav sam imam to izkušnjo, vem, kako sem letel zaradi kant, potem pa ni nihče več letel. Gospod minister, samo še eno vprašanje. Ne, gospod minister, Gospod danes še